skoraj ti nič dobrega ne obeta, neprijazen je kot so šoferji mestnega prometa. Tu sestanek, tam je zbor, pa spet nova seja, poln urnik, kakor so lokali okrog RTV-ja. A to se govori med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Več kot samo sebi, o meni kompjuter ve. Zdaj smo spet številke, zdaj nismo več ljudje. Vse ostrejši je ta naš kamen spotike, da prav nesmrtni imajo največje spomenike. A to se govori, ja? Med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Ko svet se rodi v petkih ob dveh, ko odprejo se vrata in sliši se smeh, ko masko nasmeha si nadene še šem, ker svet se rodi v petkih ob dveh. Ob dveh. 64 ur zdaj imaš na razpolago, da za konec tedna si privoščiš zgago. Ne verjemi tem, ki glasno govori, da smo tukaj sami dobri ljudje, ampak to se govori med ljudmi, da to se govori med ljudmi. Ko svet umira nedeljo zvečer, ko vsi smo zbrani in v hiši je mir, ko lokal bo zaprl še zadnji oštir, svet bo umrl nedeljo zvečer. Svet umira nedeljo zvečer, nedeljo zvečer. No in? Že od jutra sem tukaj, od vas pa nobenega pametnega nasveta. Jaz sem vam svoje že povedal. Prvič, vi meni niste ničesar povedali. Drugič, volitve so pred vratmi in še sedaj nimamo pravega kandidata. Kogar predlagam, ga vi nočete. Ja, no, koga ste pa predlagali, lepo prosim? Lepo prosim, Klapuha. Klapuha. Prvič, Klapuh je predlagal sam sebe. Za Klapuha bo glasovala njegova žena, pa še kakšna soseda. Ampak, tovariš tajnik, danes ljudje ne potrebujejo več ljudi, ki samo gobezdajo in nič ne naredijo. Mi potrebujemo resnega človeka, resnega delegata. Kaj ti delegat je? Prometej samoupravljanje. Ne podočujte me, prosim, kaj je samoupravljanje in nehajte tolči svinčnikom po moji mizi. Saj ne tolčem. Aha, prav vam je. Mirno! Tovariš Kovač, prišli ste ravno v pravem času, da me pomagate. Kajti tukaj me že celo jutro samo ignorirajo. Res? Res. Ja, zakaj pa gre? Gre namreč za to, da še sedaj nimamo kompletne kandidacijske liste. Predlagal sem Klapuha. No, Klapuh, najslaba misel. Najslabša. Pa Pipan? Trimček. Joj, pa tovariš Trimček samo kar naprej nekam teka. Ima vsaj kondicijo. Ja, prav zares. Trimček, ta je žilav ko mravlja. Veste kaj, takole naredimo. Oba naj kandidirata, volivci naj pa odločijo. Ja, saj to pa res. Ja, pa res fina ideja. Veste kaj, mogoče pa tovariš Pipan niti ni tako slaba ideja. Bom pa jaz kar stopila do njega in ga vprašala o kandidaturi. Nasvidenje. Nasvidenje. Bravo.
Dam za pivo, ker si nas rešil vsega hulega. No, za nekaj cajta nas bo pestila premjere. Dokler bo tale pipana ujela, ti bojo volitve že mimo. Ti ko naj si rekel, da daš že pirka? Ja, seveda, tako je. Kaj pa snažilka? Že 10 dni ni bilo pometen. Tako ne gre več naprej. Veš kaj, ne tvojime meste bi jezil metlo, pa bi mal posnažil. No, zraven tega pa ne verjamem, da ne je mogoče dobiti snažilke. Lahko, ampak po čem? Polančeva se ponuja po 7 jurjev na mesec. Koga? 7 jurjev? Veš kaj, jaz imam 11.000 penziona, pa vojna leta, pa tuk in toliko let dela, vidiš pa, kar mora biti zadovoljen. Ja, mi v takem svinaku ne moramo več delati, je tako? Ne morva. No ja, prav, no pokličite že to Polančevko, pa se zmenite, samo da se rešim tega, ti presneto, kako se je tu po gospodu, tu se je prav pregovor, ne? S kmeta gospod. Trpena. Halo, tvršica Bobničeva? Marjeta z tajništva. No, recite tvršici Polančevi, ne pride malo tajništvo. Ja, hvala lepa. Tovariš Pipan, samo trenutek. Še en krog. Kaj pravite? Za 30 je se zvožil osebni rekord. Bravo. Bravo. Tovariš Pipan, pravkar smo vas kandidirali za delegata naše krajevne skupnosti. Mene? Vas, tovariš Pipan. To je izjemna čast. Čestitam. Mislite resno, a? Izjemno resno. Od sedaj naprej je vse odvisno samo od vas. Upam, da se zavedate odgovornosti in ne samo tega, ampak tudi zaupanja, ki smo vam ga izkazali. Seveda, seveda. Če je še tako, samo kako vam s treningom, a? Jo boste že uskladili, ne? No, usete se, da vam v praksi razložim, kako to zgleda. Predvsem, tovariš Pipan, delegat je poslanec in prometej samoupravljanja v naši skupnosti. Ne mi prihajati s to Olimpijo. Čakaj. Ali radnički Olimpija? Ena, piši ena. Radni, dvojka, dvojku napiši. Olimpija dobi to tekmo na Juri. Piši. Nišu, na njihovo. Malo šalje, malo morge, malo ne, ovako će ja 0. Pa čakaj, zdaj. Pozor! Pa na smeh se držite. Slušaj, špricar. Veste kaj je noga? Brajd se je vrnil. Kako vrno? Kaj je, odsedel? Pa se ga naj so obsodili, oproščenje. Kako? Oproščenje? A v težki, ki je bila votla? Ja, votla. Noben ne mogu dokazati, da je sam ne vrtel. In kaj zdaj? Vse sorte se kaj ima. Plačo se nezaj, pa službo se nezaj, pa kaj vem kaj še vse. Dobar, da ne zahteva zlate Daj, medalje. pusti, gledaj, čekaj, še vidimo. Gdje smo stali? Dajte si dobro slika. Daj mirno! Čakaj, ne bi se lepo postal tam v mede. Tako, pozor! Krpen, dej pijače za vse, kar kdo hoče. In pa na frakla ne pozabi. Žoža, slišaš ti prvi, ajde. Kaj proslavljate, tovariš Klapuh? Še nič. Proslava še lepo. Žoža, daj. Dinamo zvezda. Čakaj, Dinamo zvezda. Krpan, imam pa jutri res prosto. Jutri? Ja. Jutri, zakaj? A jutri seveda prosto. Ja, ker ste malo gremo na morje. Na morje, Dinamo zvezda se piši ena, kako zaprto? Ja, prav jutri si volitve, pa se ne pije. Čoko, kaj pa jaz? Džoko, jaz sem Džoka. Kaj
Kaj pa ti, ti? Zaprto je, takar je zakon. Niti kapljice. Niti kapljice, jutri je suhi režim, suša. Dej že izpolni to, Dinamo zvezda, kaj si napisal? Napisao sam ja NK dvojka, a kaži mi ti sada... Kdo plaća to? Partizan Hajduk. Gospod, tovariš Klapuk plaća. Žoža, ti krtoči. People Express. Kaj proslavljate? Klapuh proslavlja, mi mu samo sekundiramo. Kako to? Ja. Kdo pa plaća zdaj? Tovariša kandidata, Ovo je 13. kdo plaća? Dej, lepo te prosim, če je tukaj 9 pravil. Zato Klapuh plačuje. Žoža, toči, kar bodo pili. Tako. Vedi dvojno! Kar je smreka zelena. Čakaj, ti ozbiljno, to ozbiljno. Jo, prosti. Ni mi za pivo, ampak če plaća trimček, ga spijem, Žoža pivo. Ne, počakajte, pa ne, pa vsega boste spravili na kant, no. I pa kaj ga pomiluje, se še nikoli ni dal za pijačo, še za 2 deci kisle vode ni dal. Drugovi kandidati, srećni vam mandati. Čakaj, tako ne gre, ne, čakajte. Če hoče trimček, da pijemo na njegov račun, mora tako kot mi. Tako? Žoža, ne toči mu ruma. Jaz sem proti alkoholu. Kako to, Žoža? Počakaj, kaj pa potem sploh iščeš na volitvah? Fratl, povej, komu verjameš? Tistemu, ki pije kokto, ali pa take žabje mlakuže? Ali tistemu, ki ceni, bomo rekli, ta opojni dar narave? Jaz verjamem tistemu, ki plača. Trimček pa vodja delegatske skupine, jak bili izbrali Perška, Novaka, pa kogarkoli. Zdaj pa Pipan. Ja pa kdo nas je tako potegnil? Kadrovska. No, pravzaprav je kriv Klapuh. On se je potegoval za vodjo, drug so se oprli, potem je pa Kastelščkova predlagala Pipana in tako mu je uspelo samo zaradi kompromisa. Ma, Trimček je ovčka, ki mu je sam do tega delal fake okul parka. Lekle ga bojo za nos, koliko bojo tele? Ja, ampak če smem pripomniti, predsednik, če se prav spominjam, si ga ti predlagal za kandidata. No, veš, tu sem rekel samo tako, predlagal sem zaradi polnoštevilnosti, ne? No, pa pogled, kaj se je izcimlo z tega, kaj? Zdaj je, kar je. Mirkat moramo najnega, Mirkat, Bartek. Svet veme, kako jen kaj. Zdrav! Ti kaj pa ti tle, kaj? Zakaj pa ne laufaš okoli parka? Vse v svojem času, tovariš predsednik. No, prosim, če prepišeš tale zapisnik s popravki. S kakšnimi popravki? Naredil sem popravke, stilne, interpunkcijske in vsebinske. Ja, ne vem, kaj manjka temu zapisniku. Pišem jih, odkrat sedim na tem stolu, pa so še noben ni pritožil. Ker jih noben ne bere. Tovariš Kovač, prosim, če bi lahko dobil tvoj predlog srednjeročnega plana razvoja skupnosti. Kako, čakaj, no, predlog je... Bliža se termin, morali ga bomo uskladiti z občinskim načrtom. Ja, se nisem pozabil, nič ne skrbi. Vem, ampak tudi jaz sem napravil svoj predlog načrta, pa bi rad videl, ali smo predvideli vse, kar je bilo dogovorjeno. Kako ti imaš svoj predlog načrt? Ja. Ja, bravo, tovarš Pipan, bravo! Ti veš kaj? Kaj bi ti posodil meni tale predlog, da bi ga jaz doma primiril svoje, a veš, pol bi ga pa skup uskladila, pa mu dala dokončno obliko, kaj? Tako. Bacek, daj, uredi ti ta zapisnik tako, kakor zahteva tovarš Pipan. Tovarši Pipane moramo dati vsakršno pomoč. Tako. A čakaj, še tole. Treba bo sklicati sestanek sveta potrošnikov, ki se sploh ne sestaja. Točno. Bacek, takoj pošli vabila. No, to bi bilo za zdaj vse, zdaj pa na trening. Od 7 naprej bom na seji upravnega odbora Savice. Športni pozdrav. Zdrav. Kaj prav, takaj, ja? Tale Trimček pa je kampelc, kaj? Seveda je kampelc. Sam poglej, kako nas je zasul z delom. Bodimo srečni, da se je najdu takle agilen in požrtvovalen človek, ja? Njegove akcije odobravam in ga bom vsem podprl. No, grem, zato ko moram še usklajevati srednjeročni načrt. Voljno! Zdravo. Zdaj pa imamo Trimček, ovčka. Ovčka.
Osu, na katerega bo naš predsednik preložil svoje zadeve. Kako prav mu je prišlo, da mu je dal Trimček svoj predlog srednjeročnega plana. Sam tudi črke ni napisal. Nad zapisnikom se zmrduje. Pomisl, mene bo učil. Nisem tajnik od včeraj. A veš, kaj bom? Poglej, tole. Zapisnik bom poslal tak, kakršnega sem napisal. Pa ne pisne, če si upa. Moram reči, da čas zadovoljuje. Še več zelo zadovoljuje. Oj, imate noge kot srca tovarišica Kastelčkova. Najlepša hvala, tovariš Pipan. Toni, Tonček. Res, a smem? Interno Tonček, drugače pa... Ja, razumem. Jaz sem pa Manca. Interno. Ja. Kaj, ko bi še en krok parka? Kar tako, časih, cik. Joj, meni se zdi, da imam sejo družbene aktivnosti žensk. Ja, dobro, da ste me spomnili, tudi jaz imam opravke. Pomislite, kljub našim urgencam, še zdaj niso postavili prometnih znakov na ulicah, kjer je prepovedano voziti. Ja, pri nas se eni ljudje sploh ne držijo nobenih pravil, nobenega spoštovanja. Pri nas delajo nekateri celo proti zakonom. S tem je treba enkrat za vse opraviti. Prepričana sem, da bo vam to uspelo, tovariš Pipan. Trudim se. Pa saj sami veste, da nekateri delajo proti celo sami krajevni skupnosti. Naprimer Bacek. Bacek, ta zamuja z materiali. Kar pa se tiče pravopisa, tu je prava tabula rasa. Pika, vejca, dvopiče, vse to je zanj španska vas. Jo, jasno, če pa cele dneve čepi pri krpanu. To bo treba napraviti tretji in jaz ga bom napravil, drugače naj se ne pišem kot sedi. Če bi imeli več takih, kot ste vi, tovariš Pipan. Tonček. Tisle je, temle, viš? Kaj vidiš? Bacek, vzel špatina. Ja, ne treba čim bližje. Mir. Se Marela. Prosim, cofi. Daj polako. Kaj pa daj nas? Ma pola sem prosil od te. To sem mislil! Kuglo! Čisto. Kuglo čisto zadet imamo mi dva. Zadet. Kuglo. Bliže! Mir! Zdaj gre pa zares. Mir! Bobenčeka, tale je. Ja, tale. Tista nagajiva. Kuglo imamo mi dva. Čakaj. Tako! Dohitel sem te v cilju, ravnini. Eno pivo, prosim. Gre. Kaj je tole? Kaj pa? Tole, poglej, no. 19. Čakaj, tovariš. 19. ob 17. uri. No pa kaj? Kaj? Napačno. 17. ob 19. uri. Pa da je namjerno. To je treba popraviti in sicer takoj. No, Trimček, ampak kaj ti je, no? A ne vidiš, da tukaj treniramo zares? Je seveda. V torki igramo prvenstvo, polfinale, ti pa tukaj težiš s temi plakati. Nič nimam proti prvenstvu, ampak zdaj le ura 13 in 4 minute. Delovni čas še traja, izvoli urediti to reč, sicer pripiši samemu sebi. Ljudje božji. Mesto Marjetki, no. Marjeta ima važno nalogo. Moja stvar je, kdaj bom to naredil. A ne vidiš, da smo zaradi tebe izgubili partijo? A vidiš, poglej. To je pa malo prehuda. Kaj se sekiraš, tovariš Tajnik? Saj smo vsi dobri ljudje. Miklič,
zakaj danes nisi prodajal svinjine in teletine, Različne. Čakaj. Danes si dobil pol goveda, tele in 2 svinjski polovici. Miklič. Prodajal pa si samo govedino in svinjsko drobovino. Miklič. Kaj se, te se hecaš, kaj? Kaj hetaš? Takole je. Ali boš obesil svinjsko in teleče meso v mesnico, ali pa bom zahteval kontrolo. Takoj. Tako. Ja, grem pogledat. Mogoče pa teletna res prišla. Kar v hladilnik poglej, pa boš videl, da je prišla. On hoče mlado meso samo zase, kaj Miklič? Variš, Fajgl, tvojega poročila vse občinske skupščine še nisem dobil. Fajgl, trdo. Stroga vika na vojnika. Variš, Džoko, Kaj? ti pa prosim, da takoj pristopiš k saniranju sanitarij. Voda pušča, tla so umazana, zidovi popisani z raznimi neokusnimi domislicami. Tovariš Trimček, voda pušča, če ljudi pišaju. Kaj? Da vama ne mogu da trčim da svakome otvaram i zatvaram vodu. A to što ljudi pišu po zidovima, dokaz je da su pismeni. Pišaju. Če tega ne urediš v 24 urah, bomo zahtevali sanitarno inšpekcijo. Tako. Če bo slal inšpekcijo, Džoki. Ajde, dosta. Drž, Frakl. Nekaj se moram pogovoriti s tabo. Jaz nisem delegat. Čakaj. Zate imam priložnostno zaposlitev. Kurir delegacije boš. Ajde, treba. Ja, Frakl, zate gre, no? Ja. Kako pa zdaj? Bomo igrali? No, kdo je na vrsti? Meni se ne da več. Ja, zakaj pa ne? Kar lepo naj Trimček igra. Ta pa po vseh zakonih in prepisih. Si slišal? Sanitarno inšpekcijo meni. Prav vam je, vsi ste hoteli Pipana, zdaj ga pa imate. Dejte, mož je vzel stvar za res, trudi se. Jaz sem za to, da ga podpremo, no. Saniranje sanitarij. Kaj boš zdaj naredil? Šta bi on hteo? Vazu sa cvećem. Zdravo. Dobro, ti vidiš ovo? Ti vidiš? Nema nigde nikoga. Čak ni Frakla. Veš, Frakl je postal Pipanov osebni kurir. Raznaša pošto, pa materijale, pa vabila. A za koga je onda pravi malice, a? A da vidiš kakva je gibanica? Žoža! Prinesi tovarišu predsjedniku gibanico. Daj mi mir, ker pasti to tvojo gibanco. Se veš, da me rastejo holesterini. Ne brini se ništa, moja gibanica je za odojčan. Samo ko će to da pojede? Pa golaž, pa bečar paprikaš, pa šta da ti pričam? Ljudi više ne dolaze. Ako i naiđe, on gleda popije na brzinu, pa beži da ga ne sretne onaj gnjavator. Jano, kaj češ? Tak je pač, ne? Ampak veš kaj, priznati je pa treba, da je Pipan razgibal družbeno-politično življenje tle v skupnosti, ne?
Zdaj imamo sestanke, pa razgovore. Ja, kar malo zabavno je, ne? Razgibo v skupnosti, a kod mene je hotel Promaja. Slušaj, pa mi smo se i ranije lepo dogovarali. Došli biste na večeru, popili po neku, ili tako. Svako imao da kaže, šta imao da kaže. Posle Bace koje je ostalo samo to da sroči. Evo, gibanica. Pogledaj kak sne. Pogledaj kako diši. Hajde, izvoli. Viš kaj, Karpan, takole so pa stare kristjane martre, ali veš? Ajde. Niga. Eno veliko pivo. Poglej ga. Šepeta da ga Pipa ne bi slišao. Daleko smo dogurali, moj predsjedniče. Lahko dobim tudi jaz eno gibanico. Lahko. Žoža, eno gibanico vročo. Kaj je? U mojoj radnji mogu da se dere koliko ja hoću. Miklič, nekar ne pretiravaj, no. Pipan je agilen človek. Strpa, ali ne ste sami glasovali zanj? Da rečem, samo neprijeten je. Naravnost pove, kar misli. Zablusiti v brk na javnem prostoru. Tako je to prav, da povej po resnici. Zdravo, tovariš delegat. Zdravo, Joco. Zdravo. Ali si v službi? Ja, seveda sem. Kako moraš potem dovoliti, da tukaj parkirajo? Ta ulica je za promet zaprta. Ampak, tovariš delegat, to je avto tovariša predsednika. Ne, kaj? Tovariša Kovača. Ja, pa se nisem gluh, ne, kaj če njegov. Takoj zahtevaj njega odstrani ali pa mu napiši kazen. Ja, to se pravi, kako kazen? Tovariš Joco, privilegijev ni, tako se ruši zaupanje ljudskih množic v izbrane voditelje. Ja, dobro, ampak... Ti voditelji pa morajo svojim zgledom in svojim delom dajati zgled drugim. Razumem, ampak... Ja, in? Na delo, Joco. Ampak ta avto je tovariš... Pa je tovariš Joco, na delo. O, tovariš Pipan, zdravo. Zdravo. Joco, uredi. Tovariš Kovač, tovariš Pipan je opozoril, da so vodilni tovariši in funkcionarji bili izbrani na osnovi ljudskega zaupanja in da morajo dajati zgled drugim. Ja, no, to je prav, ja. Joj, zdaj sem se spomnil, moram takoj na postajo milice. Joco, uredi zadevo. To se pravi, za avto gre. Za kakšen avto? A za moj avto? Jaz nisem nič rekel. Tovariš Kovač, tukaj je prepovedano parkirati. Za vse brez izjeme. Oprosti, ker te na to upozarjam, to da izjeme zbujajo nezadovoljstvo. Tovariš Miklič, stranke se pritožujejo, da meso še vedno zavijaš v predebo papir, vse v njihovo škodo. Drugega papirja ni. No, dovoli, da preverim. Če vidim pri tebi še enkrat tak papir, bom zahteval intervencijo tržne inšpekcije. Tovariš predsednik, jaz sem mu večkrat povedal, da je avto vaš, še slišati ni hotel. No, kaj se pa on misli, da je, kaj? Ne vem. Vinko, a kako si ono rekao? Tako je tudi prav, če govori po resnici. Veš kaj, Karpan? Veliko pivo. Veliko pivo za velikog čoveka. Joko, a da še enega na brezino. Spred moji oči izdajalec. Joko. Lahko dobiš kokto, kot tvoj šef. Jočo, a ti to slišiš? Flaker, zdaj si ti uradna oseba in ne smeš več pit. Tako lepo in mirno sem živo koš štofec oflašen. Tvarši, v srednjeročni načrt mora najprej priti
5-letni razvoj cestnega omrežja, drugič obnova kanalizacije in vodovoda, tretjič izgradnja športnega centra, četrtič izgradnja stanovanjskega naselja Trata 1B, petič graditev blagovnice, šestič obnova in razširitev objektov za rekreacijo, sedmič priprava objekta za formiranje industrijske cone. Čakaj, oprosti, da sem te prekinil, ampak meni se zdi, da ti govoriš o republiških investicijah. Kako? Tovarši, pa vse to lahko realizira naša krajevna skupnost. Treba je le, treba je angažirati občane, da sprejmejo te obveznosti kot svoj življenjski cilj, tovariš. Športni objekti. Jaz sem za. Poglejte tovariša Bobniča. Tovariš Bobnič je doumel veličastnost ideje. Pri tovarišu Bobniču se zgledujte, tovariši. Tako. Pa ste znoril, ali kaj? Pozabili smo tudi na ekologijo, tovariši. Ja, ekologijo. Zato bi kot prvo in kot konkretno predlagal, da nabavimo 2 kontejnerja. 2 kontejnerja za zbiranje starega papirja. To je v redu. No, tako. 2 kontejnerja. In zdaj, tovariši, bi povedal nekaj besed o svojem predlogu za izdanje informativnega biltena naše krajevne skupnosti. Se še za delo ni denarja. Tovariši, to bi bil naš prvi korak k čim boljšemu informiranju občana. No in tako, da bi do konca leta ustanovili še lokalno radijsko postajo, tovariši. Tovariši, radio, to bi bilo nekaj za nas. S tem je treba nehati. Tako ne moramo več naprej. Res je, da je Trimček težak. Ampak res je pa tudi, da ima dobre ideje. A misliš, da da njegov 5-letni načrt? Nekdo nam bo dal denar še. Za žarnice nimamo, ne pa, da bi zgradili en sam nov objekt. Vem, ampak Pipana je treba pustiti, da dela. Treba ga je spraviti k pameti. Treba je vse te njegove ideje spraviti na eno primerno mero. Otrest se ga je treba. Otrest. Vi kako znate. Jaz pa tako naprej ne morem več. Ropo sem, dividuz, vidi. Ja. Ko? Jaz sem odpovedal, ne bom več kurir. Džoko, tako lahko eno zdaj. Zdaj lahko. Bog te živi. Ajde, sedi v kot, pa uživaj. Žoža, daj fraklu pici. Tem, kar predlaga Klapuh, ne bom diskutiral. Ne moreš človeka, ki je pripravljen delati, kar tako nagnati. To ni človeško, ni tovariško, ni humano. Ja, sej Klapuh ne je tako hudo mislil, no. Ampak Trimčku treba povedati, da ni noben Prometej. Poslušajte, tovariši, nekaj se moramo zmisliti, drugače nas bo ta športnik fintov. Ma svaka čast, pa nije Kovač, čaba predsjednik. Ej, ja častim ko šta pije, ajde. Daj dvojno. Kaj ćeš ti? Daj ti. Daj. Kako se počutiš, draga? Odlično. Kot prerojena, počutim se 10-krat mlajša. Najrajši bi poletela kot ptica. Ja, ko bi bili vsi ljudje taki. Ja, še kaj malo. No, pa saj vidiš. Na Ja, nočnem sestanku ni bilo nikogar. sej. Saj jih poznam. Pešalin in Bobnič sta jih nahujskala. Ja, ko bi vedeli, kdo si, bi ti vsi sledili. Ampak jaz ne bom kapituliral. Ne. Ne? Spet bom sklical sestanek. Tako. In tokrat bodo prišli vsi, brez izjeme. Tako. Daj mi zdaj materijale. Tako. Vse. Svinčnik. Tole je dopis ZDL Zvezdoborcev. Vrce. Tole pa je moj elaborat o družbeni aktivnosti žensk. Tole. Koliko strani? 16. Krasno. Tole je pa iz Zavoda za zaščito kulturnih spomenikov. Tole. Na to smo pa pozabili. Ja, kaj jim ne odpišem? A sploh imamo kakšnega? Bomo preverili. No, pa še tole dvoje. Tale 2 papirčka. Kaj pa je to? Ja, tole so pa najni papiri za matičarja, ne? Stop! Po konci! Imamo še 2 kroga. Sedi, kam se ti tako mudi?
Poslušaj, tovariš predsednik. Ne bom poslušal, tovariš Pipan. Moraš me poslušati. Sestanka ne bo. Mora biti. Zakaj bi sklical zbor občanov, če noben ne pride? Zadnjič sem sklical tak zbor na tvojo inicijativo. No in koliko jih je prišlo, kaj? 5. Prvič, zbor občanov je nujen potreben, drugič, tokrat bodo prišli. Ne bodo. Jamčim, da bodo. Trimček ima deloma prav. Stanovanjski skupnosti bomo morali dati svoje predloge. Tako. V redu, prosim, samo. Dokler se ne zbere vsaj 30 občanov, mene ne bo na sestanek. Voljno. Bravo. Bravo. To ne bo na sestanek. Takoj napišem vabila, te plakate. Se ne bo nobenega. Bodo. Tudi mene ne. Če ne prije predsednik. Bodo, ja. Bodo. Tako. Prepiši še na ostale plakate. Laci, pa naj jih razobesi. Športni pozdrav. Bodo prišli. Vabimo delovne ljudi in občane na zbor krajanov dne. Čaka vas prijetno presenečenje. Ti pol ne prideš na sestank, ne? Pravzaprav bom moral po službeni dolžnosti. Ja? Gremo? Čekaj, kud si navalil, polako. Grem, da dobim boljši prostor. Klapuh ti našel. Kaj pa hočemo? Pravzaprav sem delegat. No, se zadnje je to moja dolžnost. Sicer ne bi hodil. Krpan? Kaj? Plačam. Menda ne greš tudi ti? Ja, kam pa ne grem? Menda ne bom doma sedel. Grem, veš, da mi mine čas. Počakaj, otvoril sem novo bure Merlota. Matonca! Merlota. 2 deci Merlota, takoj! Šoša, 2 deci Merlota. Karlek! Ja, že grem, dragica. Že grem, se veš, kako je. Izvoli, dragica, izvoli, prosim. Ja. Kaj? Sudni dan. To je prijetno presenečenje. Zame je neprijatno. Ko meni lahko poveš, a so pri tebi naročili kakšno veselico po sestanku? Kakšno veselico? Tako, prijetno presenečenje, fina večerja, malo za popit. Ne, ništa ni naročil. Pol bomo pa pil kje drugje. Žože, popazi malo. Jaz grem tudi. Tovaršija, prosim, no. Tišina. Tovaršice in tovarše. No, mir. Daj tiho, ljudi, idemo. Tovaršice in tovarše. Kljub temu, da nekaterih problemov zaradi objektivnih težav danes ne bomo rešili, pa lahko z zadovoljstvom ugotovim, da tacga sestanka še nikoli nisem ne organiziral, pa ne vodil. Tovaršica Perškova, besedo, prosim. In zakaj ti problemi ne bodo rešeni, prosim? Ker ne denarja, ne? In zakaj ni denarja? Zato, ker ga ni. Ga ni, no? To je pa res preprosto. Zaradi tega, ker na področju naše krajevne skupnosti ni takih organizacij združenega dela, ki bi ta denar akumulirale. Tvarši, zato pa smo v veliki meri krivi tudi sami, zato, ker se nismo dovolj borili, da bi občina usmerila del investicij tudi k nam, tovariši. Prosim, pol pa to jasno povejte. Moj načrt 5-letnega plana razvoja predvideva niz investicij. Tovariši, zato mi dovolite, da ga preberem.
Tovariši, to je bil moj plan razvoja naše skupnosti. Tako. Bravo! Tako. Hvala, tovariš Pipan, hvala. Slišali ste osnutek načrta. Bi rad kdo kaj pripomnil? No? Frakel, prosim, tovariš Frakel ima besedo. Kaj je s tistim presenečenjem? To, pa res? Tovariši, a niste presenečeni, kako je mogoče z dogovorom vse doseči, tovariši? Tako. No, priznam, da nas je tovariš Pipan zares presenetil, no. Ampak tudi mi imamo za njega veselo presenečenje. Načelnik oddelka za gospodarstvo naše občine odhaja zaradi bolezni predčasno v pokoj. In kot član kadrovske komisije pri SZDL sem na to mesto predlagal našega tovariša Pipana. To je prevelika čast, tovariš. Pipan, to ni čast samo zate, ampak tudi za nas. Zaključujem sestanek. Hvala vsem. Zdravo, tovariši. Trga, pa trga. Trga tule od komolca do ramena, tule. Kao da neko 1000 igala zabio u moju kožu, razumeš? A kad mene trga že vem, nekaj bo počilo. Kaj nekaj bo počilo, no? Počela samo paniko delaš. Poči, kaka glava. Ali pa kakšna staklenica. Ali pa pride račun, da moraš da ga platiš za 8 dana. No, mir, dej, krpan, se gre spet vse po starih tirih, Bacek? Ja. Si že pregledal zapisnike? Sej še čas. No, se nisem rekel, da ga ni. Kaj pa srednjeročni plan razvoja, si že poslal kaj gor? Kaj so že dvakrat drugirali? Pa kako ne ga pošljem, če mi ga še nisi dostavil? Zakaj pa jaz, kaj? Se to dela komisija? Ja, bomo že naredili. Tovariš Miklič, jaz bi rada 30 dek za golaž. Ajde, Miklič. Krpan ima prav. Mega trga, me se pa na glav razbija. Kdo pa delal? In komaj sem sedel. Človek nima miru, da bi se spočil. Pa to sem jaz zdaj. Hoče imeti golaž, pa prav zdajle. Ni mogla priti zjutraj, ko to vse poštene. Ne rečem, da je v trgovini vse prav. Ampak tudi ljudje so od hudiča nedisciplinirani. Spomnite se, kako je bilo, ko nam je še Trimček govoril. Te je pa kar mir, Trimčku pa mir. Sad je mir odkad ode onaj maser. To je bila poteza predsjedniče, a? Kaj je počel z mano? To mu ni bilo všeč, pa tist spet mu ni bilo všeč. Pomisli, začel me je učiti samoupravljanja. Ja. Prometej. Glavno je, fanti, da smo se ga snebili. Tudi če ima zlat grad, sam ti ta grad deleč. Pitite! Malo jače. Žoža, špricar! Pošta! Zame daj. Ne, naj zate. Krajevna skupnost. Tole bo kar zate. Pa kaj to nosiš sam, daj mi mirno. Ja, in kam naj pa nosim? Saj ste vse tle? Ne tajništva naj pa nobenega. Telefon pa kar ne pa izvoni, pa zvoli. Ne izvoni, se bo že naveličal. No, daj sem. Ja, kdo bo vzel? Daj sem. Sedem na pično. Z občine je. Pa dolgo. Niste poslali zapisnika seje, poročila o delu delegacij. A tu se tiče pa tebe, Klapuh. Če ne boste poslali vašega predloga srednjeročnega plana in tako dalje do 20. tega meseca, bomo smatrali, da vaša krajevna skupnost nima nikakršnih zahtev. Načelnik Tone Pipan,
Prometej. Ja, Žuža, kdaj smo 20? Jutraj. Ja. Nobenega denarja ne bomo dobili. Ne bodo nas vrstili program. No kaj pa čakate? Obršek, Bacek, gremo, pite fantje. Sam rekel, kadar mene trga v levem ramenu, bo nekaj počelo. Matematika, Bumeramika, Džoko!